Spoštovane in spoštovani, nadaljujemo z današnjim programom druge konference jutri in opozorilo za vse tiste, ki sedite nekoliko bolj zadaj, seveda vabljeni tudi nekakšno vrsto bolj v ospredje. Tule je še kar nekaj sedežev prostih v prvih treh vrstah, tako da če sedite nekje v ozadju, vabljeni, da pridete bolj blizu oziroma bolj naprej. Ja, sedaj nas čaka pogovor o viziji in o soočenju z realnostjo, ki je torej bil v tistem prejšnjem panelu, ko smo govorili o umetni inteligenci. Zdaj pa vstopamo v prostor, ki je morebiti še najbolj živ, ko govorimo o tematikah današnje konference. Namreč govorili bomo o inovacijah, a ne le o visoko letečih idejah, temveč o konkretnih poskusih, o pobudah, o zagonih, pa tudi o spodletelih poskusih, ki so prinesli pomembna spoznanja. V tretjem segmentu letošnje konference bomo iskali in izpostavili dobre prakse za odpornejšo upravo. Kako torej prepoznati in širiti inovacije in dobre prakse znotraj javne uprave? Dobrodošli v laboratorij javne uprave. Tukaj se stvari rojevajo, včasih padejo, a pogosto zrastejo v nekaj, kar premika celoten sistem. Kot vidimo, nas čaka zelo bogato omizje s številnimi gosti in počasi jih lahko povabim na oder. In sicer z nami so generalna direktorica Direktorata za kakovost na Ministrstvu za javno upravo, gospa Eva Treven. Z nami je dr. Til Rozman, ki predstavlja stičišče za oblikovanje politik, prihaja pa z Ministrstva za javno upravo. Prav tako z Ministrstva za javno upravo prihaja dr. Staša Mesec, ki bo predstavila skupnost Inovativen.si. In pa prihaja ob njej tudi Matjaž Kljajič, ki bo predstavil spodlet za zalet, tudi on seveda z Ministrstva za javno upravo. In pa imamo še tri goste, ki jih bomo prav tako povabili na oder in sicer bodo predstavili primere dobrih praks. Z nami je polkovnik Robert Šipec. Z razvojne agencije ROT Ajdovščina in z občine Ajdovščina prihaja Bogdan Česnik. Z Posoškega razvojnega centra pa prihaja Patricija Rejec. Takole omizje je sestavljeno, hkrati pa vabim tudi moderatorko, in sicer tretjo sekcijo z naslovom Dobre prakse za odpornejšo upravo bo moderirala Ana Kira Bekš. Se slišimo? Ja. Lep pozdrav še v mojem imenu. Če smo prej govorili o umetni inteligenci, bomo zdaj govorili o človeški inteligenci. Jaz sem prepričana, da človeška inteligenca pride najbolj do izraza takrat, kadar deluje v skupnosti. Kadar se ljudje povežemo, kadar sodelujemo skupaj. Danes bomo govorili veliko o tem, govorili bomo o tem, kako je sodelovanje v bistvu temelj za inovacije. Izvedeli boste tri primere iz prakse, izvedeli boste za dva zelo zanimiva projekta. Preden pa boste poslušali vse to, pa ne moram iti ven iz svoje kože facilitatorstva in sicer mislim, da po celotnem dnevu poslušanja, da je mogoče tudi čas, da vas mičkeno grejemo. Tako da vas bom povabila, da se ozrete okoli sebe in najdete nekoga, ki ga ne poznate. Velika verjetnost je, da sedite z nekom, s katerim se poznate, tako da morda je ta oseba, ki je ne poznate, sedi pred vami ali za vami. Pa dajte s to osebo deliti na kratko, vzeli si bomo 2-3 minute. Kaj vas motivira pri vašem delu? Kaj je tisti razlog, zaradi katerega tudi recimo v kakšnih težkih momentih vseeno vztrajate? Tisto, kar vam mogoče nariše nasmešek na obrazu. Skratka, kaj je ena stvar, ki vas motivira? Evo, eni ste že začeli. Dajmo si za to vzeti 2 minuti. Najdete nekoga, poiščite nekoga pred sabo, za sabo,
pa delite to. Hvala. Če še niste, obrnite vlogo, se pravi, naj obe osebi imata priložnost deliti. Si bomo vzeli še 1 minuto. Ok, pa vas bom prosila, da počasi zaključite. Čez 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 in 1. Najlepša hvala. Če smem spet dobiti vašo pozornost. Zdaj imam pa še en trik za vas, namreč povabila vas bom, da boste to, kar ste slišali od soseda, napisali v Mentimeter. Se pravi, ne zapisujete to, kar vas motivira, ampak kar ste slišali od vašega partnerja, da vam je z vami delil. Tako da dajte vzeti še enkrat vaše telefone ven, dajte poskenirati kodo. Evo, nekaj že imamo. Se pravi, zapisujete odgovor svojega soseda oziroma tiste osebe, s katero ste se pogovarjali. Okay? Medtem, ko tole zapisujete, bom pa povabila, da zamenjamo prezentacijo. Tole si bomo na koncu pogledali še rezultate, tako da lahko predstavimo. Mi gremo pa naprej in sicer našo tretjo sekcijo bom rekla, otvorila direktorica Direktorata za kakovost na Ministrstvu za javno upravo, Eva Treven, pa preden deliš z nami, bom rekla, neke svoje poglede na te tematike, o katerih se bomo danes pogovarjali. Kaj pa tebe motivira pri delu? Dela. Blondinke. Ravno to, kar sem zdaj videla, Eva, vsako jutro, ko pridem v službo, je polno nekega vrveža. Moram reči, da se čutim zelo privilegirana, ker imam res privilegij delati na področju, kjer je vsebina in znanje tako zelo široko in se vsak dan naučimo kaj novega. In najbolj me motivira to, da ko vsako jutro pridem, ker jaz pridem malo kasneje, vozači smo pač malo kasneje, ne? Ko pridem na hodnik, se dogaja točno to. Pogovarjajo se o tem, kako se nekaj da. Če ste našli lističe tam moto moje ekipe, 2 izmed njih sta tudi danes na odru in oni so tudi zaslužni, da se je ta konferenca zgodila. Na listkih piše se ne da in ne je prečrtan. In tisto, kar je pa največji motivator, je pa v resnici občutek, ki ga dobiš, ko vidiš, da ekipi uspe. Kako so oni zadovoljni, kako so oni veseli.
kako rastejo in kako v resnici s tem rastemo mi vsi. Evo, to je to. Vas bom kar povabila, da nadaljujete s predstavitvijo. Pa bomo nadaljevali. Tako je. Ker govorimo o inovacijah in so danes že vsi v resnici vse povedali tisto, kar sem si jaz v govoru napisala. Sem bila v strašni zagati in potem se je zgodila še zamuda in zdaj je treba to še skrajšati. Ampak saj govorimo o inovacijah, pa da vidimo, kako deluje Improliga. Drugače bo pa to mogoče spodlet za zalet. Inovacije v resnici v vseh poročilih o razvoju so opisane kot neki ključni dejavniki za dolgoročni razvoj. Za dvig produktivnosti, za gospodarsko rast in za izboljšavo kakovosti življenja celotne skupnosti. Podjetjem omogočajo, da se lahko vključujejo v neke globalne vrednostne verige in njihovim zaposlenim, da pridobivajo nova znanja, nove kompetence. S tem se tudi povečuje ugled naše države in pa seveda vsi tisti pogoji, v katerih bivamo, v katerih živimo, v katerih delujemo, tudi izven službe, mi vsi. Inovacije povezujejo tudi s kakovostjo delovnih mest. Omogočajo tudi seveda rast zagonskih podjetij in prebojnih produktov. In za podjetja je pravzaprav popolnoma jasno, kaj inovacije so. Kaj pa inovacije v javni upravi? Žal večina misli ali pa hudomušno pomisli, da so inovacije v javni upravi oksimoron, bistroumni nesmisel. Kaj to je? Tisti, ki se spoznate na jezikoslovju, dobro veste, kaj v resnici je oksimoron. In sicer gre za to, da je v nekem terminu sta združena dva popolnoma nasprotna pojma. Javna tajna, majhna kriza, umetna inteligenca. In ker smo prejšnjo tematiko govorili tudi o umetni inteligenci, ChatGPT, če ga vprašaš, a mi lahko ponudiš nek oksimoron, ki velja za državno upravo, pa prav, ja, lahko ti jih ponudim več. In on mrtvo hladno predlaga enostaven predpis, agilnost v upravi, predvidljiva presenečenja in potem je še tako predrzen, da pove, ki rezultirajo v aneksih k obstoječim pogodbam. Ampak je vse to res? V resnici je glavna značilnost vseh bistroumnih nesmislov ta, da jih vsi razumemo. Da še povečajo in še večjo vrednost dajejo pomenu tistih besed, tistega sporočila, ki ga mi v resnici želimo sporočiti naslovnikom. V javni upravi inovacij je ogromno. In jaz mislim, da smo lahko na njih ponosni. Tu vam lahko povem tudi iz lastnih izkušenj. Ravno 14 dni nazaj sem bila na sestanku na OECD, kjer je Francija zelo ponosno predstavila projekt, inovativni projekt, na podlagi katerega francoski državljani potni list lahko pridobijo celo v 10 dneh. In potem si misliš, kje so naše inovacije? A jih res ni? In s tem smo se srečali v resnici tudi v letošnjem letu, ko smo v okviru inovacijske skupnosti skušali prvič sistematično popisati vse inovacije v javni upravi. Nemalo težav pri različnih institucijah, pri ministrstvih, pri vladnih službah, a mi to sploh imamo. In takrat se je treba seveda vrniti k definiciji, osnovni definiciji neke inovacije. Kaj sploh je inovacija? Inovacija ni popolnoma nič drugega kot nek nov ali izboljšan produkt, nova ali izboljšana storitev, nov izboljšan proces, ki je uspešno implementiran, široko uporabljen in daje učinek.
Ali je ta učinek v kakovosti storitve, ali je ta učinek v nižjih stroških, ali je ta učinek v optimiziranih procesih. Tega imamo ogromno v slovenski upravi. Glavni produkti slovenske uprave so kaj? Predpisi, politike, javne storitve. In to so naši produkti, ki jih mi ves čas inoviramo. Saj jih moramo inovirati. Mi jih delamo za celotno skupnost, zato da sploh naslavljamo tiste resnične probleme, ki jih je bodisi treba regulirati in da sploh pripravljamo tiste storitve, ki jih državljani, tudi javni uslužbenci kot državljani potrebujemo in zato, da ustvarjamo dobre pogoje, da živi gospodarstvo. In to, kar je Peter dopoldne povedal na prvi uri našega srečanja, ne? Najslabše smo javni uslužbenci, mislim, da nas je bilo okrog 2000 v Sloveniji, sami sebe ocenili pri inovativnosti. Kdo nam bo verjel, da smo inovativni, če mi sami ne bomo verjeli vase? In sami povedali, kakšne so naše rešitve. Zdaj, ker sem mogla govor spremeniti, imam tukaj malo plonk cegel, pa moram list obrniti. Temelj vseh inovacij so seveda znanje in pa sodelovanje. V naši javni upravi veliko znamo, ampak mi delamo na svojem delovnem področju in ne poznamo dovolj dobro problemov, izzivov, težav, s katerimi se soočajo tisti, ki delujejo na drugi strani. Zato je sodelovanje nujno, ker je naša bistvena naloga, da zadanemo tiste izzive in da te izzive rešimo na tak način, da v resnici bomo jih naslovili in da jih bomo rešili in da bomo dosegli željene učinke. Druga stvar, o kateri smo tudi že govorili, so napake. Brez napak ni rasti. Če čakamo, da bo neka storitev, nek predpis, karkoli popolno, je nikoli ne bomo implementirali, ker popolno nikoli ne bo. Ampak mi moramo te napake izkoriščati kot nek zagon za naprej. A poznate zgodbo o post-it listkih? Kdo od vas uporablja post-it listke? Pa digitalne post-it listke? Evo. Kako so nastali post-it listki? Na podlagi 3 naključij in 1 napake. Post-it listki so nastali tako, ko je v 60. letih prejšnjega stoletja gospod Silver, 3M podjetje, Silver Tape, je iskal zelo močno lepilo za letalsko industrijo. Ta poskus se je ponesrečil. Našel je pravzaprav neko zelo šibko lepilo, ki je bilo popolnoma neuporabno za namen, za katerega je on delal raziskovalni projekt, je pa po naključju odkril lepilo, ki je bilo narejeno na neki kroglični tehnologiji, niti ne znam povedati, pravniki se na to ne spoznamo. Ampak ko si list odstranil z neke podlage, ni puščal nobenih sledov. Nič se ni zgodilo, ampak rekel je, mogoče mi pa še kdaj pride prav. In je ta stvar nekaj časa stala ob strani. Potem je nek drug gospod, Fry, iz iste firme 3M, v svojem prostem času obiskoval pevske vaje, vsako sredo so jih baje imeli. In on je imel strašne težave s tem, da je v partituri našel svoj glas in si je označeval, katera je njegovo notno črtovje na nek čuden način, ko so listki so mu pa padali kar naprej ven. In se je spomnil na svojega kolega iz 3M, da on je pa v resnici takrat odkril neko lepilo, pa mogoče bi pa on to uporabil in sta se med sabo povezala in sta se res. In sta rekla, kaj pa če bi midva to testirala, in sta šla do tiskarne. A veste, kakšne barve so bili ti post-it listki na začetku? Rumeni, v barvi kanarčkov, rumeni. In
Po celem svetu so bili najprej samo rumeni. Pa veste zakaj? Ker je bil to edini odpadni papir, ki ga je tiskarna imela. Post-it listki so postali svetovna uspešnica in še danes jih imamo v digitaliziranem svetu. Ampak tisto, kar sem jaz v resnici hotela povedati, je to, ne. Bistvo je v enostavnosti, preprostosti in zdravi kmečki pameti. In noro sem vesela, da to lahko delamo tudi na Ministrstvu za javno upravo. Slovenci smo majhen narod, 2 milijona nas je samo. Vsi znamo navijati za naše športnike. A je kdo gledal Evropsko prvenstvo v košarki in slišal Luko Dončiča kričati na svoje soigralce? Mi igramo za isti tim. Ne igramo drug proti drugemu, igramo vsi skupaj. In to je tisto, kar bi želela, da je naše sporočilo danes. Skupaj smo lahko kot majhna država noro uspešni. In ravno zato smo tudi v Ministrstvu za javno upravo vzpostavili različne platforme sodelovanja. Ena je stičišče za oblikovanje politik, druga je spodlet za zalet, imamo inovacijsko skupnost, izobražujemo na Upravni akademiji, na stojnici si lahko gledate, trenutno izvajamo preko 160 različnih programov usposabljanj. In hvala, ker se udeležujete vseh usposabljanj. V 2 letih smo prišli iz udeležbe 14.000 na skoraj 35.000 z enakim številom zaposlenih. Pridemo tudi k vam na dom. Evo. Tako da jaz predajam to besedo in predlagam, da še drugi predstavijo tisto, za kar so danes tu. Super, najlepša hvala, Eva, hvala za tole zgodbo. Moram priznati, da še sama nisem poznala, oziroma vedela sem, da je bilo po naključju, nisem pa poznala toliko podrobnosti. In ja, na Ministrstvu za javno upravo se že nekaj časa dogaja veliko zanimivih stvari, veliko se dela na inovacijah. Prej smo že slišali, da mogoče, ne vem, mogoče Slovenci kulturno se ne maramo hvaliti preveč, pa da zaradi tega potem se ne govori o tem, ne? Ja, in z veseljem v bistvu bi povabila najprej Tila. Namreč stičišče za oblikovanje politik je eno relativno nov koncept pri nas, pa mogoče za tiste, ki ga še ne poznajo, na kratko, kaj sploh je to stičišče, mogoče kaj si želite in kakšne aktivnosti izvajate, da si lahko mogoče bolj praktično predstavljamo. Seveda je to, hvala. Stičišče za oblikovanje politikov, kar si nakazala, je projekt, ne, torej ni samostojna institucija, ampak je projekt, ki smo ga vzpostavili na Ministrstvu za javno upravo v prejšnjem letu. Z njim gradimo v bistvu na ramenih 2, kar bi rekel, velikanov, in sicer Inovativen.si in pa Stop birokraciji, ki sta že 2 uspešno zaključena projekta in iz katerih nekako črpamo precej izkušenj, znanja in to nadgrajujemo. Naš nekako temeljni namen, cilj, poslanstvo v okviru stičišča je, da izboljšujemo, krepimo proces oblikovanja javnih politik, in sicer tistih, ki prispevajo k prehodu v krožno in brezogljično gospodarstvo, in sicer to počnemo zlasti na 2 načina. Prvi je ta, da skrbimo za to, da so v čim zgodnejšo fazo oblikovanja politike vključeni vsi ključni deležniki, zlasti pa naslovniki neke politike ali predpisa, in torej ne šele v eno relativno pozno fazo javne obravnave, praktično že v celoti spisanega osnutka nekega zakona, kjer ni prav več veliko manevrskega prostora karkoli spreminjati. Se pravi, premikamo eno to, da moram reči, en tak collective intelligence, eno to se pravi skupno inteligenco, znanje v čim bolj zgodno fazo oblikovanja politike. In drug način, s katerim želimo izboljševati kakovost javnih politik, je ta, da prototipiramo in testiramo, oziroma pač nosilcu politike pomagamo pri prototipiranju in pa testiranju rešitev, še preden so te sprejete in uvedene na sistemski ravni. Zdaj ugotavljamo, da seveda pripravljalci politik precej pogosto nimajo časa, nimajo znanja, nimajo kapacitet, včasih tudi ne volje, vključevati javnosti
in pa testirati rešitve. In zato nekako pač v stičišču in pa ravno pri tem lahko pomagamo, imamo znanje, imamo voljo, imamo tudi nekaj sredstev glede na to, da gre za kohezijski projekt. Mimogrede zunaj imamo eno čudovito stojnico, tako da kdor se je še ni ogledal, toplo vabljeni. Tja. Smo lani štartali, tako da bi rekel, da imamo zlasti precej izzivov v tem trenutku, torej precej mislim, da bomo imeli, če bo prihodnje leto, pa ne dvomim, tudi taka konferenca, pa bomo imeli priložnost povedati, kaj vse smo naredili. Bi rekel, bomo prihodnje leto imeli ogromno zapovedati, pa tudi v tem trenutku že imamo. Smo recimo pomagali, zlasti na ta del smo ponosni v enem, bi rekel, segmentu uvajanja mikrodokazil v slovenski visokošolski prostor, kjer je nosilno Ministrstvo za visokošolstvo, znanost in inovacije nas nekako zaprosilo za podporo v tem delu vključevanja javnosti. Mi smo izvedli seveda vse pod, da rečem, oblastjo Ministrstva za visokošolstvo, znanost in inovacije 3 delavnice, na katere smo povabili, najprej seveda identificirali, potem pa povabili vse ključne deležnike, 19 različnih institucij, s katerimi smo potem prototipirali celoten proces, kako naj bi ta, se pravi, uvajanje mikrodokazil v slovenski visokošolski prostor izgledalo. Mimogrede zdaj, kaj sploh je mikrodokazilo, gre v bistvu za nekako javno listino, ki predstavlja zapis učnih izidov na podlagi enih krajših izobraževanj, in ga Svet Evropske unije recimo jemlje kot enega zelo pomembnih instrumentov za vse življenjsko učenje, za reskilling, za upskilling, zlasti za pridobitev znanj, ki so potrebna za dvojni prehod. Torej nekih znanj, ki jih nismo dobili, saj ne moja generacija, ko smo mi v šolo hodili. In zdaj se pravi, kako to uvesti v slovenski sistem. Zrisali smo z vsemi nosilci, se pravi, celotno shemo, kako bi one-stop shop recimo izgledal, kdo lahko da pobudo, da naj se neko usposabljanje izvede in konča potem z izdajo mikrodokazila, kdo oblikuje predlog takega programa, kdo ga potem izvede, kdo evalvira, a imamo nek register, kjer so vsi tečaji oziroma usposabljanja zavedeni in podobno. In če uporabim besede kolegov, s katerimi smo to delali, smo mi v enem mesecu opravili delo, za katerega bi približno 6 do 7 mesecev sicer pač potrebovali po eni ustaljeni poti. Se pravi, te delavnice, facilitirana razprava so dale rezultate, da smo potem pripravili izročke za nosilno ministrstvo, ki jih je potem lahko uporabljal kot en močan strokoven input pri pripravi novele Zakona o visokem šolstvu, ki je bila potem tudi letos sprejeta. Tako da to mogoče en tak čist konkreten primer. Super, najlepša hvala. Se pravi, v bistvu od nekega klasičnega procesa načrtovanja politik, ta glavni 2 spremembi sta to, da že na začetku, ko se pripravlja, da se vključujejo uporabniki, in potem, da se preizkuša, preden gre v implementacijo. Pa mogoče preden grem še do Staše naprej, kaj pa tebe motivira pri delu? Sigurno me najbolj motivira en ta notranji občutek, da to, kar delaš, ti in ekipa, katere del si, ima nek smisel, ima neko vrednost, da v bistvu prispevaš pa lahko res majčken delček, ampak vseeno k temu, da je Slovenija boljša, da je en delček Slovenije boljši zaradi tega, kar počneš, kot bi bil, če ti tega ne bi počel. Zdaj, ker pač delujemo na področju oblikovanja politik in predpisov in zlasti z enim tem pristopom vključevanja javnosti, bi rekel, da sem zelo vesel in motiviran, ko vidim, da je recimo za kak predpis izvedena še bolj pristna, iskrena obravnava z deležniki, kot bi bila sicer, in da smo mogoče tudi mi navdušili eno izmed nosilnih ministrstev, ki se je odločilo za en tak pristop, pa sicer mogoče
tega ne bi ubrali. No. Super, najlepša hvala. In ni čudno, da se tako stičišče za oblikovanje politike kot inovacijska skupnost, da imata toliko skupnih lastnosti, se pravi poudarek na skupnosti, poudarek na sodelovanju, na učenju iz napak, ker oba dva nekako izhajate iz projekta Innovativen.si. Staša, ti si prišla v bistvu, bom rekla, proti koncu projekta Innovativen.si, ampak kljub temu, da se je projekt že zaključil, vidimo zdaj na teh naših nalepkah, da še vedno piše Innovativen.si. Kaj se je zgodilo in kaj se dogaja? Sem mislila, da me boš vprašala, kaj me motivira. Še pride to, počasi, nikoli ne veš, kdaj dobiš. Ne, ampak bom začela s tem, ker motivira me ravno to, ko se nekaj zaključuje in zdaj tega konc in se ne da več naprej in potem kar nosim, ne sprejmeš izziv in najdeš način, kako peljati zadevo dalje. Tako da, tako je. Projekt se je zaključil, pa ravno zato bi jaz zdaj mogoče vprašala vas, ki ste tukaj v dvorani, kako dobro poznate že inovacijsko skupnost, oziroma tako bom vprašala, koliko vas je takih, ki slabo poznate, če samo na hitro dvignete roko? Nekaj rok je, tako da vem, koliko podrobna naj bom. Skratka, inovacijska skupnost je ena taka platforma, gibanje, včasih se pohecam pa rečem, da smo hipiji v javni upravi, ki omogoča nek prostor, neko virtualno pravzaprav platformo, kjer se povezujemo tako občinski uslužbenec iz Lendave kot upravna enota Tolmin, pa ministrstvo za digitalno preobrazbo, lahko pa protokol Vlade Slovenije, skratka vsi javni uslužbenci iz vseh segmentov, ni ovir. In omogočamo nekako 3 vrste teh naših srečevanj. Eno so redna mesečna srečanja, za katere izberamo tematike sprot po navdihu. Imamo recimo odprti prostor, kjer udeleženci sami povejo, o čem želijo govoriti, se zapremo v Zoom sobe in rešujemo, oziroma si pomagamo, morda ima nekdo že to rešitev, ali pa pomagamo z nekom, ki ga ne poznamo, smo neobremenjeni, v nekem varnem prostoru, to je tudi pomembno, pač poiskati nek odgovor na vprašanja, ali pa ugotoviti, da ga nimamo, pa da imamo več, da nas je več takih, ki imamo s tem problem. Drugo so potem tematska srečanja, prej je že Eva omenila, da smo letos prvič šli sistematično v zbiranje inovacij, dobrih praks in izboljšav. Recimo to nam daje navdih, da bomo tudi to, kar ste nam poslali in iz česar oblikujemo nek katalog, zato da bo tudi fino za komuniciranje, da bomo tudi omogočali nek prostor za predstavitev teh dobrih praks in inovacij. Tretji tak segment je pa tudi mičkeno že iskanje oziroma reševanje izzivov z našo rezervo. Se pravi, en tak aktualen izziv trenutno je promocija zdravja na delovnem mestu, ki je zakonsko določena, pa hkrati so določene stvari, ki niso čist jasne, kako jih izvajati, pa Računsko sodišče se je malo obesilo na določene aktivnosti in tukaj v bistvu rešujemo tudi po tem principu vključevanja teh, ki že imamo neke izkušnje, da skupaj poiščemo neke dobre rešitve. To in danes že večkrat omenjeno, četrta, na to sem pa najbolj ponosna, je pa tale spodlet za zalet. Namreč kar nekajkrat danes je bilo že omenjeno, da je treba si priznati tudi napake. O tem spregovoriti in se iz tega največ naučiti. In jaz sem tudi zaradi osebne zgodbe bila zelo vesela enega dogodka, ki sem ga slučajno zaznala, Fuck Up Night, plačala vstopnico, šla poslušati in bila navdušena. In po ta tretjem takem dogodku, mislim, da sta 2 na leto, pač zbrala pogum, pristopila do Matjaža in ga vprašala, če on misli, da bi bilo zrelo kaj takega pripeljati v javno upravo. Zdaj mu pa kar predajam mikrofon, kaj je rekel. Ja, živijo, hvala Staša. Rekel sem, končno,
Kje ste bili? Ne, malo šalo na stran, ampak tako je bilo in to je bilo novembra lani, 1 leto nazaj, Staša je prišla s to idejo po dogodku. In v bistvu smo kar takoj zagrizli, ne, sprejeli ta izziv in manj kot mesec dni kasneje, decembra 2024, smo prvi dogodek tudi že izpeljali, spodlet za nov zalet, ki je v bistvu en tak otrok inovacijske skupnosti, ne, Stašin otrok, je pa pač navdih našel tudi v Fuck Up Nights Ljubljana, to je v bistvu iniciativa, znotraj tega delamo dogodke po Sloveniji, v Ljubljani, na Primorskem, gostimo razne goste, govorce z vseh področji dela in življenja, ustvarjanja, od podjetnikov, športnikov, tudi do bivšega predsednika države. In na teh dogodkih pa slišimo druge strani vseh naših uspešnih karier in življenj, to, ko je šlo kaj narobe v življenju, v službi, se pravi, ko smo naredili napako, doživeli neuspeh in predvsem pa lekcije, ki smo se jih pri tem naučili. Tako da eno izpeljanko tega, v bistvu novo življenje, spodlet za nov zalet smo potem štartali tudi na Ministrstvu za javno upravo in tudi zelo uspešno. Nekako se je prijelo, razlogov verjetno več, ampak namen tudi, zakaj to počnemo, je, jaz na dogodkih vedno vprašam, koliko od vas je že zafrkalo v življenju, ker so udeleženci, pa se lahko to naredimo tudi. Pa bodite iskreni, pa dajte dvigati roke, koliko od vas je že kaj zafrkalo, doživelo kakšen spodlet, kakšnem novem projektu, uvajanju, medresorskem usklajevanju. Pa dajte malo podržati te roke, pa dajte se ozreti po dvorani, samo da vidite koliko rok. Ok, hvala. Pa zdaj še pod vprašanje, pa enako bodite iskreni in dvigate roke samo tisti, ki ste, koliko od vas pa je že javno govorilo o svojih spodletih in napakah. Pa to pomeni več kot 5 kolegom na pivu. Ok, pa podržite roke, tisti, ki ste, dajte spet se malo ozreti po dvorani. Ok, to je pričakovano, ampak toliko, da ta razlika je v bistvu en od razlogov, zakaj to počnemo, ko v bistvu vsi v vseh obdobjih, na vseh področjih ustvarjanja delamo pač napake, se nam zgodijo spodleti in zakaj se ne bi iz njih tudi kaj naučili. Ne? Vsak skriva eno močno lekcijo, koristno, da drugi ne bojo ponavljali teh napak, tako da gre za eno vrste skupnega učenja. Malo tudi razbijamo stigmo, ki pomeni, da ti spodleti, ne? Da ne kar lepimo etiket na nekoga, ki mu ne uspe, ki poskusi kaj novega in hkrati tudi, da v bistvu se malo pogumljamo, ker definitivno, ko delaš kaj novega, ti bo spodletelo, ampak da ni to konec, ne? Ampak da razumemo, vsem se zgodi, gremo naprej, kaj smo se iz tega naučili. Tako nekako v temu tudi udeleženci, ki so bili na teh spodletih za nov zalet, so povedali pač, kar so odnesli od tega in si želijo je, kako upeljevati to varno okolje, da napak ne obsojamo, da opozarjamo, pa predvsem, da se širi oziroma gradi to kulturo, da si odprto delimo, se pač iz tega učimo, ker to pomeni, da smo učeča se na organizacija in pač rastemo pač skupno, ne, z lekcijami. Super, najlepša hvala obema. Jaz bom v luči časovne stiske in tega, da si vsi verjetno želimo ob uri jesti kosilo, bom prešla na drugi del, preden bom pa dala besedo našim gostom, ki bojo delili svoje inovacije. Tako, kot je že Tilo omenil, stojnica za stičišče oblikovanje politik in stojnica za inovacijsko skupnost, obedve čisto na začetku na vhodu ven, tako da nimate izgovor, da vsaj na poti ven se ne ustavite pa ne pogledate. Tam boste dobili QR kode, kjer boste lahko dobili dostop do inovacij, za včlanitev v inovacijsko skupnost, informacije o tem, kaj SOB dela, ful lušna darila, skratka, dajte si pogledati, če ne drugega, vsaj eno nalepko vzeti. Hvala lepa. Zdaj sem pa vesela, da so z mano trije, ki prihajajo iz zelo različnih javnih organizacij. In sicer bomo začeli z polkovnikom Šipcem, pa si bom preden vam bom zastavila vprašanje, si bomo pogledali en kratek video, ki ste ga pripravili, in sicer polkovnik Šipec bo govoril o tem, kako so se na Ministrstvu za obrambo lotili izračuna ogljičnega odtisa. Wow, ne? Pa si poglejmo en kratek video za uvod.
kratek video, kratka predstavitev, ziher en kup enih vprašanj. Pa bomo začeli z tem, kaj bo sploh povod, da ste se lotili enega tazga projekta, ki si predstavljam, da je precej obsežen in kompleksen projekt. Ja, hvala, dober dan. Prvo naj rečem, da je velika inovacija že ta video, ne? Ker jaz sem dobil navodilo, dajte pripraviti video, 3-minuten video, jaz ne vem, kaj zdaj to je. Mi video nimamo za naše projekte, nimamo nobenih videov, ker bi bil obrambni proračun bistveno višji, če bi za vse projekte mogli video delati. Ampak ste se odlično odrezali. Ja, ampak dejansko sem na podlagi te zahteve pogruntal v Windowsih, da se da v PowerPointu narediti zelo dober video, tako da prodajam naprej. Oziroma je že to ena inovacija, tudi ki smo jo, bom rekel, v zelo kratkem času tudi uvedli. Seveda moji sodelavci zelo radi sodelujejo pri teh zadevah in jih zmeraj tudi poprašam, ali je bilo dobro, ali ni bilo dobro in tako naprej. Zdaj, ja, mi imamo izračunan ogljičen odtis in imamo tudi, ste videli, ISO 50001, 14 000 smo v pridobivanju. Se pravi, to so take lepe zadeve. Kaj je bil povod? 2000 leta smo delali feasibility študijo, to se pravi študijo izvedljivosti za povečanje odpornosti naših vojašnic na podlagi vodikove tehnologije, kjer uvajamo obnovljive vire, hranimo energijo v vodiku in potem to uporabljamo za napajanje vojašnice in pa za mobilni del. In tam smo tudi zračunali, da eno tako vozlišče, recimo v Kranju, prihrani oziroma zmanjša ogljični odtis za 1000 ton. Fajn, lepa številka, kaj nam to pomeni? Ja, prvo je bilo vprašanje, koliko pa mi pravzaprav imamo emisije vsako leto in tako naprej, in smo se lotili tega računati. To je bil en razlog. Drug razlog je tudi to, da obramba ni več izključena iz okoljskih ciljev. Vsi imamo zavezo, da do 2050 leta smo ogljično nevtralni. Zdaj pa seveda, prvo moraš vedeti, kaj imaš, koliko dejansko emitiraš in da znaš potegniti črto do 2050 in da spremljaš napredek in da prideš na nič. Ne? In to je bil tudi en povod. Ta tretji povod je pa, se veste, kako je z javnostjo, skozi nas nekaj sprašujejo, ja, koliko pa vi svinate okolje, kakšni pa ste, tanki, avioni, ne vem kaj še vse. In če so nas sprašali, koliko svinate okolje, smo rekli malo, a ne? Zdaj pa rečemo tokle, eksaktno številko. In to res zelo pomaga. No? Tako da ampak bom rekel, ta ogljični odtis je izrednega pomena predvsem zato, da mi dejansko pogledamo, kakšne so aktivnosti, da pripeljemo 2050 do ogljične nevtralnosti Ministrstva za obrambo. To je civilnega dela, Slovenske vojske, zaščite in reševanja, dobro, inšpektoratov nam naštevo, ni tako, niso kaj dosti, ne obremenjujejo okolje. In to smo dejansko morali začeti iskati vse te podatke, ne samo podatke, ampak tudi, kaj vse vpliva na naše. In recimo, zračunali smo tudi, kakšne so naši eksplozivi, streliva in tako naprej, tisto, kar letno porabimo za usposabljanje, kakšen je vpliv na globalno onesnaževanje. Oziroma, ko ima Jozef, nič. To je zanimiv, recimo, en tak odgovor, ki smo ga iz tega dobili. Druga stvar, ki pa je, samo še to je pa to, da z tega potem vidiš, kje so dejansko tisti fokus oziroma kam se pravzaprav usmeriti, da bomo lahko čim več stvari rešili. Ker nekaj, mi zelo veliko prenavljamo zgradb, imamo preko 3000 zgradb, smo tretji največji gozdar v Sloveniji in tako naprej. In je to res težava, da vse te stvari naredimo. Ampak, ki je gospa ali gospod tam noter v tisti pisarni pred prenovo si grel to, bom rekel, pisarno za unim tamalim grelcem in tako naprej, si vedel, da je nekaj narobe, a ne? In smo rekli, tukaj moramo zdaj prenoviti. Ko pa zdaj pogledamo ta isto zgradbo in vidimo, da je pravzaprav večja poraba energije kot pa pred prenovo, se pa vpraša, zakaj že to? Ja, vidiš, da mogoče pa tisti dobavlja energijo nasramno bogati. Ali pa da ti nekje odteka ta energija. To se pravi, dejansko, če spremljaš, če meriš, veš in znaš odreagirati. Ne? In to je recimo samo posledica tega. Ja, mislim, da bi vas prejšnji gost iz DVSOFT-a podprl v tem, ker je rekel, da moraš začeti meriti, zaradi tega, da lahko sploh veš, kaj se dogaja. Ne? Pa zanimivo, koliko vprašanj se je potem še pojavilo, oziroma koliko ste videli stvari, ki jih prej niste, s tem, ko ste se lotili enega tazga projekta. Pa mogoče sem še eno kratko vprašanje, preden gremo naprej. Zdaj, ko pogledate nazaj,
pa je lažje mogoče tako govoriti, ko pogledaš nazaj. Pa kaj se vam je zdelo, da je bilo nujno potrebno v tem projektu, da ste ga lahko speljali do konca? Kaj so bili eni elementi, ki se vam zdi, da so v bistvu vam ali olajšali ali pa omogočali to, da zdaj lahko rečete, ok, to je naš ogljični odtis? Ja, mi merimo oziroma izračunavamo ogljični odtis od 2018 do 2022 smo najprej imeli in potem nadaljujemo. Dejansko mi vsako leto za leto nazaj izračunamo ta ogljični odtis, ne samo za obseg 1 in 2, ampak smo se spustili tudi v obseg 3. To je nenavadno, ampak obseg 3 ti dejansko gleda gorvodne, dolvodne aktivnosti, to se pravi tvojo dobavno verigo, kako tisti, ki ti dobavlja eno stvar, koliko je dejansko njegov ogljičen odtis. Mi imamo mimogrede za to oborožitveno postajo, imamo tako rekoč že izračunan ogljični odtis v proizvodnji, ne v uporabi. Ne. Se pravi, tudi tukaj je to. Zdaj pa, kje so bile te največji izzivi, smo do tega so bili dejansko podatki. Pa ne to, da podatki ne bi bili. Podatki so, mi imamo vse podatke, sploh vojska je disciplinirana, tam vojaki poročajo, on more poročati in če tudi gre kam ali pa ne gre tisti podatek, on poroča. Ampak kako to, ko smo prej govorili o umetni inteligenci in tako naprej, kako to zgleda pri nas? Nek vojak, počasnik ali pa civilna oseba v vojašnici dobi račun, preveri tisti računa, je približno v redu, gre pogledat števc in potem potrdi ta račun. Paralelno iz računa prepiše potem porabo v kilovatnih urah ali megavatnih urah v Excel tabelo in shrani. In ta Excel tabela nekako gre, se zbira po liniji vodenja in poveljevanja in enkrat pride do mene. In mi imamo 250 plus števcev. In kar enkrat ugotoviš, da nekdo narobe poroča, da namesto kilovatne ure je vpisal megavatne ure, namesto kilovatne ure kubične metre in tako naprej. In dejansko moraš to dejansko pogledati. To se pravi, mi absolutno nismo pripravljeni za umetno inteligenco, če se navadne človeške inteligence nimamo v redu. Pa ne zato, da bi bil on kaj kriv, ne. Samo hočem reči to, da je treba biti pozoren na sam vir. In a veste, kaj je bilo pa največji plus vsega tega, ko tistega vojaka tam noter pokliče v vojašnico polkovnik, pa reče, dragi moj, dajva midva še enkrat preveriti ta podatek. On ni zmrznil, joj, kaj pa zdaj, dobo me je, narobe sem tipkal. Ampak ta prvo vprašanje je bil, čakajte, a kdo to bere? To dejansko je bilo tisto. In moram povedati, ko smo mi začeli v ministrstvu te podatke loviti, ker mi dejansko delamo data mining, včasih še s krampom in lopato, je bilo to, da ko si govoril s tistim, ki dejansko, vse to so ljudje, ki enostavno tipkajo noter v MFRAC ali pa ne vem kaj spremljajo te podatke, da mu poveš, to rabimo zaradi tega pa tega. To je bila taka motivacija za njih, da dejansko še preden si mislil, da boš to stvari dobil, čeprav so za 4 leta nazaj račune odpirali pa peš tipkali noter v Excel tabele. Tako da to je bila potem tista motivacija, ko človeku pove, zakaj se gre. In to se pravi, težko je priti do podatkov, konkret ljudje zastopijo, zakaj dejansko potem to dobiš. Super, najlepša hvala. Pridemo še nazaj. Gremo do našega drugega gosta, gospoda Bogdana Česnika, pa preden vprašanje za vas si pogledamo en video, kako so v Ajdovščini uvedli novo mobilno aplikacijo za komunikacijo z občani. Ali ste vedeli, da občina Ajdovščina orje ledino tudi na področju digitalne preobrazbe? Vsem občankam in občanom je odslej na voljo mobilna aplikacija e-Ajdovščina, ki predstavlja inovativno rešitev na področju digitalne preobrazbe. Mobilna aplikacija je namenjena boljšemu in učinkovitejšemu dostopu do občinskih storitev. Kako do mobilne aplikacije? Vsem uporabnikom je dostopna v trgovinah vaših operacijskih sistemov na mobilnih napravah. Uporaba aplikacije je enostavna, pregledna in omogoča vsem varen dostop. Ali ste vedeli, da lahko z mobilno aplikacijo e-Ajdovščina podate tudi prijave težav in okvar? Izberete področje, dodate lokacijo in fotografijo ter podate opis vašega opažanja. Naše službe bodo to zabeležile in se v najkrajšem možnem času odzvale. Ali ste vedeli, da lahko z mobilno aplikacijo e-Ajdovščina starši šoloobveznih otrok uredite odjavo in najavo prehrane ter tudi napoved odsotnosti od pouka oziroma varstva? Oddate pa lahko tudi vlogo zahtevkov in prijav na občinske razpise.
Mobilna aplikacija omogoča tudi oddajo predlogov za mojo pobudo ter tudi glasovanje o njih. Brskate lahko po občinskih novicah ter pregledujete koledar dogodkov. Naročite se lahko na prejemanje splošnih in pa nujnih obvestil civilne zaščite v primeru ujm in drugih vremenskih nevšečnosti. Mobilna aplikacija e-Ajdovščina je novost v vseslovenskem prostoru, je plod inovativnih rešitev na področju digitalne preobrazbe, hkrati pa odličen pripomoček občanom pri komunikaciji z občino in občinskimi javnimi zavodi. Vabljeni k uporabi, naj vas do občinskih storitev loči le en klik. Super. Gospod Česnik, kdo je bil pobudnik? Kdo je bil pobudnik in če mi lahko mečkam delite, kako so bili začetki te prenove, kako ste se lotili, se pravi, najprej kdo je dobil zdaj to idejo in kako ste se lotili tega projekta? Ja, lep pozdrav. Pobudnik je bil obenem tudi odločevalec, se pravi župan. Ta ideja je nastala leta 2013 in sicer to se je toliko časa tenstalo, pa vmes je en moment, ki je bil za uporabo oziroma za prehod na digitalno oziroma za digitalno preobrazbo je bila pandemija COVID. Se pravi, takrat smo začeli vsi več ali manj ali uporabljati pametne telefone in naprave oziroma kupovati, če ne pa starim staršem tudi omogočiti pametne telefone. Začetek je bil tak, da smo dejansko potrebno bilo popisati vse aktivnosti na občini, ki bi jih mi, se pravi, ki bi jih občina dala na voljo občanom. S tem, da pomembna usmeritev je bila pa to, da ne gre za komunikacijo občina-občan, ker to so prejemanje novic in tako naprej, ampak gre za čim večjo participacijo občanov, s tem, da večina modulov je, kot ste videli sami, namenjena, da občan komunicira z občino oziroma z občinskimi javnimi zavodi. Tako smo, se pravi, začeli od spodaj navzgor in sicer imeli smo, se pravi, gre za, da sama aplikacija občanom omogoča najprej ta participacijo skozi participativen proračun. To smo bili začetki, občina Ajdovščina je to že začela, bili začetki oziroma začetniki v papirnati obliki, zdaj smo pa to zapeljali na digitalno raven, s tem, da smo tudi, da je to prva izvendržavna digitalna oziroma mobilna aplikacija, ki uporablja digitalno potrdilo oziroma SIPAS sistem. To so bili nekako začetki te mobilne aplikacije, s tem, da potem to je prišlo v fazo samega razvoja, kjer smo mi z zunanjim podjetjem razvili to aplikacijo, potem bila implementacija oziroma testiranje med uporabniki in konec koncev to potem tudi lansirano med same uporabnike, s tem, da je pomembno to, da smo mi tako med testiranjem kot v samem uporabi aplikacije smo imeli mi svoj klicni center, da smo bili mi na razpolago občanom. In kaj je bilo še pomembno? Je bilo pomembno to, da ko smo želeli uporabo dvigniti na nek višji nivo, se pravi pri tem participativnem proračunu, smo predvideli dva dogodka v občini oziroma v kraju Ajdovščina za občane, da bi jih naučili uporabe. Odziv je bil slab, to je bil en tak spodrsljaj, jaz podlet. In korak nazaj, ja, in smo rekli, ok, zdaj pa, če niso prišli oni k nam, bomo šli mi k njim. In ne glede na to, da je to javna uprava, smo mi v popoldanskem času organizirali, se pravi, predstavitve po krajevnih skupnostih v sodelovanju z upravno enoto, ki je istočasno z nami, se pravi, predstavljala tudi SIPAS in smo s tem v tistem času, mislim, da 1000 uporabnikov je bilo. Začelo uporabljati, se pravi, mobilno aplikacijo na račun nekega spodleta. Tako da ja, tak je bil začetek. Super, pa lepo, da ste združili moči z upravno enoto, ne? Se pravi, da ste neki dogodek, ki se je že odvijal, se pravi za promocijo SIPAS-a, ne? Da ste združili s tem. Ja, v slogi je moč. Mislim,
Tako je, dajmo še nekaj dodati, mogoče kolegi, ki so že prej predstavljali oziroma povedali, pri inovacijah so potrebni ljudje. Ne? Za inovacijami stojimo ljudje, inovacija se ne zaključi v petek ob 15. ali pa v javni upravi ob 13:30, ampak tudi mogoče po noči, kdaj ne spiš, ki imaš preblisk in Excelova tabela, mogoče razmišljaš, ali je to kilovat ali megavat. In vsej tej spodrsljaji nas pripeljajo do zaključka, do zaključka inovacije. Pomembno je to, da si pač priznamo, ker če si ne bomo priznali, tudi ne bomo prišli do konca. Tako. Super, najlepša hvala. Dajmo si ogledati še tretji projekt, skupnostni vrt na Logu, in sicer iz regionalne razvojne agencije Posoške. Pa si pogledamo najprej video, pa potem še vprašanje za Patricijo. Čudovito. Hvala. Ja, zakaj se vam zdi, da so taki projekti, kot je skupnostni vrt na Logu, pomembni za neko skupnost? In glede na to, da prihajate iz razvojne agencije, kakšna je bila vaša vloga pri razvoju in potem pač implementaciji tega projekta? A se slišimo? Odlično. Ja, lep pozdrav iz Posočja, prihajam iz Posoškega razvojnega centra, imamo več organizacijskih enot in ena izmed njih je tudi Ljudska univerza. Tako da se že znotraj organizacije dosti povezujemo, sodelujemo različni oddelki, tudi podeželje, okolje in prostor, podjetništvo. Seveda je ta sama ideja bila prijavljena oziroma se je rodila v okviru projekta Ekoregija. Potem pa v nadaljevanju bi tiste spodlete, zdaj bi bil tako, zakaj pomemben ta prostor? Zato, ker je večnamenski. V bistvu gre za en delček zelene infrastrukture v mestu Tolmin in je zelo tako, bom rekla, vključujoče okolje, učno okolje za učenje, druženje, povezovanje. In zdaj, če so to ene besede, pa če bi se zaustavila naprej pri treh, zelena infrastruktura. To ni ena taka običajna zelena infrastruktura, ampak je taka raznoživa, biodiverzitetno bogata in tudi sami se zelo trudimo, ker ni bila vedno taka, na začetku ni bila. Drugo leto bomo praznovali 3. rojstni dan naše učilnice Brezsten in to bi rada povedala, da se zelo trudimo, da privabimo na to parcelo, na ta naš poligon učilnico, čim več različne biodiverzitete. Zaradi tega, da je pestra in zaradi tega, ker je pestra, potem tudi privabi vedno več ljudi, ker imajo tam pač neke potrebe, neke želje, da tam nekaj počnejo.
pa pridem že na to vlogo, ki jo ima ta prostor, se pravi, da je to naša učilnica brez sten. Tam se uči skupnost, učimo se vsi. Predšolski, šolski, naša ljudska univerza, se pravi odrasli, starši, družine, večgeneracijsko, medgeneracijsko, pa različne ciljne skupine. Tako da, kaj je za nas tu pomembno? Danes je bilo veliko govora o digitalizaciji, umetni inteligenci. Ne, da to ne uporabljamo, ampak mi imamo tukaj protiutež. Se pravi, nekaj, da je realno, nekaj, da je v naravi, nekaj, da ljudje lahko tam, vse generacije, poskusimo. Se pravi, kaj nam pomeni, da imamo polno enih informacij. Mi jih moramo to znati uporabiti v vsakdanjem življenju, moramo imeti to znanje, veščine, spretnosti. In potem rečemo, ja, pejmo ven, pa začnimo spoznavati svet z vsemi našimi čuti, ker tam jih lahko, ker tam smo zunaj. Tako da to je. Še ena je pa stvar, da je to res prostor sodelovanja, povezovanja in da različne organizacije, društva, inštitucije ta prostor ustvarjamo skupaj, ga gradimo skupaj. Seveda, zdaj, mogoče, če to rečem, ja, skladno s svojimi potrebami in željami, ampak točno v določenih gabaritih. Ta prostor nastaja sonaravno, s točno določenim poslanstvom, vizijo, kar nam, bom rekla, dost pomeni, da bom rekla, odločamo skupaj. To nam pomeni, da ja, ga uporabljamo skupaj, si pomagamo, igramo en fair play pri uporabi tega prostora, dejansko skupnost soustvarja, odloča in to, bom rekla, so ene take spretnosti, kompetence in veščine, ki jih rabimo vsi v vsakdanjem življenju, ne samo tukaj, a ne? Ja. Še mogoče za Posoški razvojni, nam je občina Tolmin dala upravljanje ta prostor, zato da pač, bom rekla, to platformo, ne samo, da smo jo vzpostavili, da jo vzdržujemo, ampak da jo tudi razvijamo s to vizijo in s tem poslanstvom. Kaj pa mogoče ena stvar, ki ste jo spoznali ali pa se naučili, ali v vzpostavitvi ali pa skozi ta 3 leta delovanja? Ja. Dost stvari, bom rekla, se je potrdilo, a ne? Nekaj se je človek tudi naučil s temi spodleti, ampak kakorkoli, največje spoznanje ali pa ena potrditev je pa zagotovo ta, da če ti uspe vzpostaviti prostor, pa jaz ne rečem, da ti dve vzporednici, narava, naravno okolje pa narava človeka, a ne? Če gledamo, če ti vzpostaviš neko okolje, da tam privleče biodiverziteto, pregovor, ne vem čigav, ampak ko reče, ki pravi nekako tako, če želiš imeti metulja, ga ne lovi, ustvari prostor, da bo tja priletel sam, ne? Isto je potem tudi z ljudmi. Tako da mi se res trudimo, da ustvarjamo tak prostor in nekako pravijo, ja, da to so ene take prelomnice, potem 3 leta, pa 7 let. No, ko začne, potem tudi to življenje, naj si bodi narava, pa narava ljudi, ustvarjati, bom rekla, neko svojo sinergijo. In ta sinergija je že zdaj pokazala, da 1+1 ni nujno, da je samo 2, včasih je 3, včasih celo 5. Super, najlepša hvala. Ker imamo še 15 sekund, bom jaz postavila en izziv za moje goste. Ampak bo res izziv, pa ne veste, niso pričakovali tega, zaradi tega, ker tudi nismo vedeli, da bomo mogli malo skrajšati našo sekcijo. In sicer bi vas prosila, da boste na moje vprašanje odgovorili z eno besedo. Ok? Samo eno besedo, ne besedno zvezo, tle bom zelo natančna, z eno besedo. In sicer bom dala vsakmu eno drugo vprašanje. Polkovnik Šipec, z eno besedo, če bi se projekta želelo lotiti kakšno drugo ministrstvo, kaj bi jim svetovali? Z eno besedo. Začnite. Odlično, hvala lepa. En aplavz. Hvala. Gospa Rejc, iz katerega spodleta ste se največ naučili? Iz strahu. Hvala. Hvala.
Matjaž, kaj si želiš, da bi bil spodlet za zalet čez 5 let v javni upravi? Bo na koncu še dlje trajalo, kot če bi dala navadna vprašanja, ne? Vsakodneven. Super, hvala lepa. Staša, razlog, zakaj se morajo vsi tukaj včlaniti v inovacijsko skupnost? Kreativnost. Super, hvala. Til, kaj bi bila tvoja popotnica vsem, ki načrtujejo politike? Pridite. Super. Super. Eva, pa mogoče, da sem pa jaz tista, kar se ne morem spomniti. Mogoče ja, popotnica za sodelavce oziroma za vaš direktorat. Pogum. Hvala. In še na koncu, gospod Česnik, če bi mogli z eno besedo, kakšen potencial ima tehnologija v občinah? Lahko ni v eni besedi. Ena beseda. Deli z drugimi. Deli z drugimi. Super. Najlepša hvala vsem gostom, najlepša hvala za potrpežljivost. Toni, gremo, predajamo besedo še za zaključek. Ja, odlično, najlepša hvala še enkrat vsem govorcem tudi za tole hitro potezno ob zaključku z eno besedo, pravzaprav skleniti eno tako dolgo razpravo, tako da najlepša hvala še enkrat vsem in še en velik in glasen aplavz vsem sodelujočim. Ja, tako spoštovane in spoštovani, danes smo skupaj prehodili pot od vizije do prakse. Od vprašanja, kdo smo kot javna uprava, do tega, kako vsak od nas lahko prispeva k spremembi. Slišali smo številke, zgodbe, izzive in ljudi, ki verjamejo, da je javna uprava več kot sistem. Je skupnost. Ta primerjava z Dončićem in z skupno ekipo mislim, da bo živela v vsakem izmed nas. Preden pa konferenco zaključimo, bomo skupaj strnili nekaj ključnih misli. Najprej vabim Jano Repanšek iz Mednarodnega centra za razvoj financ, da z nami podeli refleksijo skozi oči poslušalke iz ozadja, ki je ves dan spremljala naše pogovore. Hvala lepa, Toni. Upam, da se slišimo. Ja, sedela sem v prvi vrsti, zdajle pri kraju oziroma v ospredju in z eno besedo bi lahko imenovala to skupnost, tudi javno upravo, ljudi, ki delate v javni upravi, s tem, da rečem, jaz čutim srčnost in tudi res želim izraziti globoko spoštovanje. Zdaj, zakaj sem pravzaprav jaz sploh tukaj? Jaz nisem javna uslužbenka Slovenije, sem pa javna uslužbenka sveta, ker sem direktorica mednarodne organizacije, ena od 2 s sedežem v Sloveniji. S čim se moja organizacija ukvarja? Ukvarja se s podporo učenju javnim uslužbencem v Zahodnem Balkanu, na Zahodnem Balkanu oziroma na jugovzhodni Evropi, na vzhodni Evropi. In zakaj sem tudi tukaj? Ker dostikrat slišim med zaposlenimi v javni upravi, ne samo v Sloveniji, ampak v tej regiji, da pravzaprav se ne čutijo spoštovane, cenjene, da pravzaprav nimajo dovolj poguma. Poleg tega sem tukaj zaradi tega, ker sem članica Združenja Menedžer. Združenje Menedžer predvsem združuje direktorje, ki delajo v zasebnem sektorju.
Včlanila sem se pa zato, ker Združenje menedžerjev ima kar precej znanja na področju voditeljstva, ki ga jaz lahko potem skupaj s sodelavci, skupaj nas je skoraj 50, predajam naprej javnim uslužbencem v tej regiji. Ampak ne govorim o tem zato, da bi promovirala Združenje menedžer, ampak zato, da vam povem, kaj sem jaz, ko sem začela se udeleževati kongresov Združenja menedžer, sestankov Združenja menedžer, sem jaz začela slišati mnenja direktorjev, ljudi v zasebnem sektorju o tem, kaj mislijo v javnem sektorju. In ni mi bilo všeč, kaj sem slišala. To, kar je pravzaprav nekako splošno znano, da javnem sektorju se ne dela, ni podporen, ne najde rešitev, postopki so predolgi, itd. itd. Jaz pa pravim, kar jaz vidim v Sloveniji, da se dogaja v javnem sektorju in kar vidim, da se dogaja v javnem sektorju na jugovzhodni Evropi, jaz vidim pogumne ljudi, iskrene ljudi, zavzete ljudi, neverjetne ljudi, ki jim je resnično mar. In potem sem začela o tem govoriti na Združenju menedžer. Pred 2 dnevoma smo organizirali drugo srečanje med člani Združenja menedžer in predstavniki javnega sektorja. Tudi gospa Eva Treven je bila na tem srečanju in še nekateri drugi, državna sekretarka Ramšak Pešec. In kaj sem slišala jaz po tem sestanku, po predstavitvi dobrih praks med člani Združenja menedžer, da niso vedeli, da je tako veliko dobrih praks, tako veliko dobrih zgodb. Kaj je potem tukaj? Dejansko slabe zgodbe, slabe prakse, to je tako enostavno govoriti o tem in šimfati, po domače rečeno. Vzeti si čas za dobre zgodbe, vzeti si pogum, da to poveš na glas in si ponosen na to, pa zahteva 5-krat več energije, zahteva resnični premislek in zahteva dejansko vsakega izmed nas. Jaz osebno sem se zavezala, ker sem patriot, pa je slovenski patriot, da želim prispevati k pozitivnemu narativu v tej naši ljubi Sloveniji. Zakaj ga nimamo? To je verjetno tudi v naši samopodobi. Kako mi same sebe gledamo. Ker nismo prepričani v kakovost tega, kar delamo. Imamo direktorat za kakovost, ne? Ampak nismo prepričani. Naj povem, že 10 let sem živela v Ameriki. Rabila sem 1 leto svojega dela na Svetovni banki, da sem pri sebi dobila potrditev, da moja univerza v Ljubljani, moja diploma je na ravni mojih sodelavcev, da sem sama pri sebi se priznala. 1 leto. In mislim, da je to eden izmed razlogov, zakaj pravzaprav smo Slovenci tako skromni takrat, ko je treba govoriti o uspehu. Mi se v teh uspehih ne zavedamo. Zato je tako pomembno, naprimer, ta skupnost, ki jo vodi Staša Mesec, inovativen.si, da se govori o uspehih, da se aktivno potrudimo v to smer. Kajti talente imamo, moramo pa si te talente medsebojno prepoznavati in priznavati. Ampak preden lahko en drugemu pripoznamo te talente,
moramo priznati samemu sebi, se moramo počutiti vredne. In verjemite mi, nekaj imam že za sabo križev, prepotovala sem svet, ta zadnje, kar sem bila v Vietnamu, kjer sedaj primerjam pravzaprav slovenske prakse in prakse v Aziji. Živela sem v Ameriki in vam povem, Slovenija je ena izmed najboljših držav na svetu za živeti, pa ne samo to, se tudi Human Development Index Združenih narodov pravi, da je Slovenija na lestvici držav 21. po kakovosti življenja. Pripoznamo temu in priznamo si tudi, da smo vsi skupaj v eni ekipi, na eni ladji, na enem čolnu, ali zasebni sektor ali javni sektor, katerakoli institucija. Skupaj stopimo, se povezujmo, sodelujmo in vam povem, uspehi ne morejo zaostati. Spremembe so nujne, spremembe se bojo zgodile z umetno inteligenco, z marsičem, korak za korakom, lahko še trkt oreh, ki je, pravzaprav odpremo in pojemo jedro tega oreha. Hvala lepa za priložnost, da vam delim to informacijo, tako da pogum in možgane in srce v akcijo. Vso srečo. Hvala. Najlepša hvala Jani Repanšek iz Mednarodnega centra za razvoj financ za to res srčno in pozitivno sporočilo ob zaključku. Ja, nekako se vračamo k tistim izhodiščem, ki smo jih danes začrtali, zakaj tako glasno nergamo in zakaj tako neradi hvalimo, zakaj je to zaupanje tako majhno, še posebej zaupanje vase. To so najbrž tematike, ki jih bomo še odpirali ob prihajajočih konferencah jutri. Zdaj pa povabim še državnega sekretarja Jureta Trbiča, da z nami podeli svoj pogled na današnje pogovore in kaj pomenijo za prihodnje korake Ministrstva za javno upravo. Hvala lepa. Ja, najprej en lep dober dan vsem prisotnim, še prisotnim. Sam nisem mogel biti, čeprav sem planiral biti cel dan prisoten, ampak se veste, druge obveznosti. Pa vendar, bil sem seznanjen in deloma vpleten tako v pripravo programa. Vmes, na srečo imamo danes sodobne tehnologije, nekaj ste govorili menda o tem, sem bral članek na Siolu o tem, zelo se mi zdel pozitiven in ne nazadnje, ker sem pravzaprav ta zadnji in dobro vemo, kako je s tem konferencam, zunaj sonce, lačni ste, ne bom predolg, ampak bi mogoče strnil v par morda res ključnih sporočil, ki bi jih končal seveda z iskreno zahvalo uslužbencem, uslužbenkam, tako naprej. In to, kot je bilo morda tudi že povedano, tako s predhodnico in tudi gotovo prej, ja, javna uprava je seveda sistem, ampak vsak sistem smo tudi ljudje. In mislim, da je v tej besedi bistvo. Ljudje, seveda, smo različni, smo kot ena mavrica, pa še kakšen siv oblaček vmes. Ampak tu je tudi vloga vodij, mentoriranj, motiviranja in tako dalje, pa ne bom šel v detajle. Ampak smo ljudje, naj si bo državni, lokalni, širšem javnem sektorju. Ljudje praviloma s poslanstvom, vsak človek ga pravzaprav ima, sploh če mu ga okolje pomaga razcveteti in seveda nuditi. Ljudje, ki delajo za koga? Ja, za ljudi in seveda za gospodarstvo, ampak tudi tisto so sistemi sestavljeni iz ljudi. To je morda neko prvo moje sporočilo. Drugo je, da gotovo nas, kot je ne nazadnje zelo lepo tudi in zelo srčno predhodnica povedala, nas čakajo gotovo spremembe, izzivi, ki so, saj vem, je malo klišejsko, ampak ki so praviloma tudi priložnosti. Mislim, da ne kot družba, ne kot posamezniki, ne kot javna uprava, ne nazadnje nimamo pravzaprav izbire tu. Neki je časi, v katerih živimo, pa ne si bojo
geopolitične spremembe, naj si bojo demografske smernice in silnice sodobne tehnologije. Ampak ja, priložnosti so in tukaj tudi jaz osebno prepoznavam zelo pravzaprav pomembno vlogo inovacijske skupnosti, tudi deloma iz tega, ker iz tega dobimo nov pogum. In morda kot zadnjo točko sporočila, ki bi ga želel predati za zaključek, je, da seveda javna uprava, če takole rečem, je seveda velik sistem. In če dam prispodobo tankerja, hitro ne moremo zaviti, oziroma če to poskušamo, bi se kvečemo prelomil in potopil. Je pa zelo pomembno, da zaradi tega ne ostanemo v istih smernicah in silnicah, kjer pač tako je bilo že leta, ker to je glede na hitrost sprememb ponavadi sam smrtna obsodba. Tako da, če vse to troje povežemo še z zaupanjem, o katerem vem, da je bilo danes tudi že govora, in niansami, kako do njega, pa preko vodi, pa z transparentnostjo in tako naprej, verjamem, da je to tisto, kar bo v bistvu diktiralo tudi pot naprej Ministrstva za javno upravo in širše javne uprave. Ker konec dneva in za zaključek, kot sem rekel, še res iskrena zahvala nenazadnje vsem vam, ne le prisotnim, vsem, ki ta velik sistem sestavljate, ki bolj ali manj v isto smer delamo, kot sem rekel, pravzaprav za nas vse skupaj, za ljudi. Hvala. Najlepša hvala državnemu sekretarju na Ministrstvu za javno upravo Juretu Trbiču za zaključne misli. In s tem smo prišli do zaključka uradnega dela. Sicer nam preostane še povabilo na mreženje in druženje ob kosilu ali pa seveda povabilo na obisk stojnic. Naj današnji pogovor ne ostane zapis na programu, ampak postane povabilo k dejanjem. Naj bo to povabilo v vsakem uradu, v vsaki ekipi, v vsakem odnosu, kjer ustvarjamo upravo jutri. Vaše besede bodo postale naš kompas za jutri in za vse naslednje korake, ki nas čakajo. Spoštovane in spoštovani, hvala, da ste danes ustvarjali z nami. In še ena prošnja, namreč danes smo izvedeli za zgodovino post-it listkov, tamle vas bodo čakali pred izhodom in veseli bomo vaših mnenj. Namreč na 3 različnih listkih lahko podate vaše odgovore na 3 vprašanja, vsako bo vprašanje povezano z eno izmed sekcij, ki smo jih danes imeli, tako da bomo veseli vaših mnenj in zdaj, ko veste, zakaj so ti listki rumene barve oziroma zakaj so sploh nastali, bomo seveda veseli vaših misli na njem. Toliko, kar se tiče današnjega dogodka. Hvala tudi z moje strani vsem govorkam in govorcem, hvala moderatorjem, hvala ekipi, hvala vsem strojničarjem, vsem tistim, ki v ozadju skrbijo za naš današnji dogodek, hvala seveda celotnemu vodstvu in pa vsem, ki z vašim delom vsak dan gradite zaupanje v javno upravo. Naj konferenca jutri ne ostane dogodek, ampak začetek nadaljevanja. Tako da že sedaj se vidimo prihodnje leto z novimi zgodbami, z novimi idejami in s pogumom. Hvala za pozornost, pa lep dan še naprej.